Eva Petrič, umetnica, ki se lahkotno sprehaja med različnimi umetniškimi izrazi, se je v poletni muzejski noči na Blejskem gradu predstavila s performansom, ki ga je poimenovala Eden Retranslated. Z razstavo Umetniška vozlišča se je na gradu predstavila že lani. Del razstave je bila tudi čipka, uporabljena v tokratnem performansu. Ja, res je. Prav ta čipka, ki jo vidite za mano, je bila tudi v drugi postavitvi na gradu, skoraj 2 meseca. In zaradi tega sem se odločila prav tole tudi uporabiti tukaj, da se pokaže v bistvu, kako se lahko določena umetniška dela v nekem drugem kontekstu uporabijo in imajo nek drug namen. Potem lahko rečemo, da je ta praktično nek oblak želja, ki so se zbirale v njem decembra, da ste ga zdaj spet prinesli nazaj na grad. Kaj si pa tokrat želite od publike, da vam vrne v tem našem performansu? Ja, tako je. Med božičnimi meseci, med božičnimi tedni je bilo to delo kot v akciji, da so ljudje lahko pač svoje želje nekako prinesli in podali v ta oblak. In od takrat v bistvu sem shranila to delo in ga zdaj prvič razstavljam, tako da je dobesedno polno teh želja. V drugi postavitvi in tudi v zgodbi samega performansa je v bistvu iskanje nekega domova za človeštvo v prihodnem času, ko morda Zemlja ne bo več nudila okoliščin, da bi bila naš dom. In iz tega vidika se mi zdi tudi je v bistvu ta motiv performansa, neka moja želja ljudi skupaj zbrati skozi pač željo, da lahko s skupnimi močmi ostanemo dalj časa na tem planetu, da se zavedamo njegove krhkosti. In ne vem, kje pač drugje bi si zaželela boljši kraj kot tu, na Blejskem gradu, da bi lahko to zgodbo in željo predstavila, kjer smo res obkroženi z enkratno naravo, ki pa ni čisto samoumevno, da je takšna, kakršna je. Pač se mi zdi, da ljudje, ki tu živijo, se tega zavedajo in skrbijo tudi za to okolje in upam, da bo tako naprej še ostalo. Krhkost prostora, v katerem živimo, umetnica še dodatno poudarja s krhkostjo niti, iz katerih so čipke narejene. Sami material, iz katerega je pač narejeno to umetniško delo, so čipke iz celega sveta, različnih koncev. Nekatere sem pač jaz našla na različnih bolšjih trgih, nekatere so mi ljudje poslali. In v bistvu zame čipka predstavlja mrežo in nekaj, kar je pač lahko nam daje neko oporo, hkrati nas pa lahko tudi v bistvu nekako omejuje. Odvisno je naš pristop do nje, kako jo gledamo in isto pač z našim ravnanjem do zemlje. Lahko pač se zavedamo in poskušamo ohraniti zemljo v taki obliki, kot je, ali pa pač se tega odločimo, da se pač tega ne zavedamo in s tem pač nekako v senco postavimo današnje stanje zemlje in pač tudi našega obstoja tu. Vi veliko razstavljate, bili ste na Japonskem, na Dunaju imate razstavo, bili ste na Brionih, trenutno na festivalu Čipka v Idriji. Kam vas pa potem še z Blejskega gradu naprej vodi pot? Ja, iz Blejskega gradu me vodi pot še v Ljubljani. Imam naslednji teden predstavitev prevoda senc, senčnih fotografij, s katerimi se že dolgo časa ukvarjam. Siva snov, jezik senc v zvočno obliko. In potem tudi sem delež svetovna kulturna prestolnica v Avstriji. Se predstavljam s 3 umetniškimi deli, ki so pač kot javni prostor, skulpture v javnem prostoru. In kasneje na to pa še projekt v New Yorku in še nešteto drugih.